Danes sem svet stranke obvestil, da odnosno funkcionacijo Slovenske ljudske stranke. Ta odločitev že kar nekaj časa visela v zraku, nazadnje že v Polanski državno-zborski volitvi, ko sem organu stranke predlagal sklic predčasnega srednjega volilnega kongresa. Žal tega niso podprli. V bistvu smo se v ožjem vodstvu stranke o tem dogovorili in sem potem obvestil že na klauzuri v Krškem v začetku letošnjega leta. Glavni razlog pa je seveda v tem, da sem sam praktično edini predsednik parlamentarnih strank, ki ne upravljam politične funkcije v Ljubljani in da terja od mene veliko energije, časa. Tudi težko je biti vsak dan v središču dogajanja in jaz mislim, da je pametno, da voljene stranke prevzame nekdo, ki upravlja funkcijo, politično funkcijo v Ljubljani na državnem nivoju, ker se tam pravzaprav dela državna politika. Torej ni nobenega razloga za vaš odstop v volilnem rezultatu stranke? Ne, slučajno. Čeprav, dobro, lahko rečem posredno, če bi bil izvoljen na parlament, verjetno o tem ne bi razmišljal. Sicer pa stranka kot celota je po moji oceni v danih okoliščinah dosegla zelo dober rezultat. Treba je poštevati, da nam že več kot 2 leta pred kongresom stranke nobena javnomnenjska anketa ni napovedovala vstopa v parlament in da so nas praktično že žive pokopali in da smo vstopili v parlament nenazadnje niti ne z najslabšim rezultatom, da smo prehiteli liberalno demokracijo. Kaj se je zgodilo od včeraj, ko ste samo nakazali, da ne nameravate več na naslednjem kongresu stranke kandidirati za predsednika, danes pa predčasno odstop? Nič bistvenega se ni zgodilo, ampak včeraj je bilo na izjavi za medije po medseje izvršilnega odbora relativno malo novinarjev prisotnih. Jaz sem že včeraj člane izvršilnega odbora obvestil o tem, kaj nameravam storiti danes. Je to vaše slovo od visoke politike? Vse je tudi lokalna politika, je kar visoka. To nameravate stranke kandidirati za kakšno funkcijo? Ne, na tem kongresu ne. Kaj bo prenesla politična prihodnost, pa bo pustil tudi sam sebe presenetiti. Kako bo z vodenjem stranke do kongresa, kdaj bo kongres? Kongres bo vodil podpredsednik stranke in tem, kdaj bo kongres odloča svet in pa glavni odbor. Predvidoma tam nekje sredi maja pred evropskimi volitvami. Kaj pa evropske volitve? Ste že določili kandidate, že imate nosilca liste? Imamo veliko večino kandidatk in kandidatov že določenih. Jaz se osebno zavzemam za to, da bi bil nosilec liste minister prejšnje vlade dr. Ina Čaner. Ste na današnji seji sveta že govorili tudi o tem, kdo bo vaš naslednik na predsedniški funkciji, koliko je kandidatov? O tem ni mogoče govoriti, koliko bo kandidatov, ker se seveda z razpisom srednjega volilnega kongresa odprejo kandidacijski postopki. Jaz vidim v tem trenutku 2 kompetentna človeka za to funkcijo, in sicer magistra Radovana Žerjava in pa Francija Bogoviča, oba sta tudi poslanca, izkušena, dolga leta že delujeta v stranki in imata po mojem osebnostne lastnosti, ki so potrebne za to, da sta dobro upravljala funkcijo predsednika Slovenske ljudske stranke. Vendar gospod Bogovič že pravi, da ne namerava kandidirati. Ja, pri njem so pomisleki zaradi tega, ker upravlja funkcijo župana v občini Krško in kolikor vem, si še želi še enkrat kandidirati, je pa seveda vprašanje, kaj bo prinesla prihodnost tudi, kot veste, v parlamentu proceduri sprejem zakona, ki bi lahko prinesel nezdružljivost upravljanja županske in poslanske funkcije, to bi tudi vremeno marsikaj spremenilo. Kaj pomeni vaš odstop za stranko? Vemo, da so vas izvolili za to, da bi še urbano volilno telo privabili. A to zdaj pomeni, da se stranka odmika od urbanega volilnega telesa? Ne, stranka v svojem delovanju ne bo praktično ničesar spremenila. Mi smo sicer znani po tem, da stranko vodimo timsko, kot se reče, da ne podlegamo temu liderstvu, ki je tudi v Sloveniji na pohodu, čeprav to očitno to liderstvo volivci bolj nagradijo in kurs delovanja stranke bo praktično enak. Jaz mislim, da že dolgo ne velja nek stereotip, ki se pojavlja, da češ, da je stranka
ruralna stranka, mi imamo ne nazadnje tudi največ mestnih županov v slovenskih občinah in naša želja predvsem, da bi bili približno enakomerno močni v vseh delih Slovenije, zlasti v zahodnem delu Slovenije, če rečem tam proti Primorski, nas še čaka veliko dela. Samo še to mogoče, kolikšen uspeh napovedujete stranki na evropskih volitvah, pa vemo, da se intenzivno že pripravljate na lokalne volitve, ki ste prihodnje leto. Splošna ocena današnje razprave na svetu stranke je bila, da stranka z dobro ekipo kandidatov in z tisto nam lastno energijo in entuzijazmom lahko doseže uspeh na teh evropskih volitvah. Uspeh bi bil, da dobimo evropskega poslanca in poslanko. Na zadnjih volitvah nam je zmanjkalo tam nekje okoli 1800 glasov in to bi šteli za uspeh. Sicer pa, kot veste, Slovenska ljudska stranka v tem mandatu ni imela svojega predstavnika v Evropskem parlamentu, tako da kakršenkoli rezultat bomo dosegli ne bo neuspeh. Lokalne volitve? Na lokalnih volitvah si seveda želimo najprej obdržati rezultat, ki smo ga dosegli pred 3 leti, ohraniti to vodilno vlogo stranke na lokalnem nivoju, tudi z največ župani. Poleg obstoječih pa seveda uspeti s kandidaturo še v kakšni občini. Predvsem mestne, mislim, da se bomo osredotočili na teh volitvah. Nameravate kandidirati za evropske volitve? Ne, sam ne nameravam kandidirati za evropske volitve. Tudi za podpredsedniško mesto, ne? Kje? Stranki? Ne, kot sem že povedal, jaz mislim, da je primerno, da ne kandidiram za nobeno funkcijo v stranki, da tem načatu. Jaz mislim, da je tudi stvar političnih ljudi. Hvala.